Pozdravljeni! V tem videu si bomo pogledali, kako v programu Microsoft Office Word enostavno navajamo vire. Na VSGT Maribor za navajanje virov uporabljamo zadnjo, 7. verzijo standarda Ameriškega psihološkega združenja, ki se na kratko imenuje APA. Najprej odprite program Microsoft Office Word. V zavihkih programa izberite 7. zavihek Sklici. 4. okence pod tem zavihkom se imenuje Citati in bibliografija. Tukaj najprej nastavite slog citiranja, s tem, da odprete spustni seznam Standard. V spustnem seznamu boste našli standard APA. Tukaj lahko vidimo, da imamo v verziji Microsoft Office Word iz leta 2019, ki ga trenutno uporabljam, možnost izbrati zgolj 6. izdajo standarda APA. Tudi najkasnejša verzija Microsoft Officea še nima možnosti izbire zadnje APA verzije. Zato bomo delali za 6. izdajo, nekaj podatkov pa bomo v končnem seznamu virov žal morali popraviti ročno. Kljub temu nam bo tudi uporaba dostopne izdaje standarda bistveno olajšala proces navajanja virov v besedilu. Predstavljajmo si, da imamo pred sabo seminarsko ali diplomsko delo z določenim besedilom, pri katerem želite označiti vaš vir. V okencu Citati in bibliografija zgoraj imate nad možnostjo izbire standarda tudi gumb Upravljaj vire. Tukaj lahko vnesete in urejate vse potrebne podatke o vaših virih. S klikom na gumb se vam odpre okence, v katerem imate na levi strani glavni seznam in na desni strani trenutni seznam. V trenutnem seznamu na desni boste videli vse vire, ki jih boste uporabljali v trenutnem dokumentu. Na levi, v okencu Glavni seznam, lahko dostopate tudi do virov, ki ste jih uporabljali v drugih dokumentih. S klikom kamorkoli na eno ali drugo okence se lahko pomikate med seznamoma. Postavili se bomo v desni seznam in kliknili Novo. Odpre se novo okence, v katerem izpolnimo podatke o našem viru. Najprej določimo, za kakšno vrsto gradiva gre. Mi bomo sedaj izbrali knjigo. Nato dodamo ime avtorja na način, da najprej napišemo njegov priimek, ločeno z vejico pa še ime. Če imamo več avtorjev, lahko na seznam dodamo več imen, in sicer s klikom na gumb desno od okenca Urejanje. Če avtor ni znan, imamo pa na primer ime organizacije, ki je knjigo izdala, ali pa je bil uporabljen prispevek objavljen na njeni spletni strani, odkljukamo možnost pravna oseba avtor. V naslednjih okencih navedemo naslov dela, založnika ter letnico izdaje dela, kraj izdaje pa lahko izpustimo, saj ga APA verzija 7 ne zahteva. Če imamo za vir prispevek na neki spletni strani, v spustnem seznamu Vrsta gradiva izberemo spletno mesto. Nato izpolnimo okenca, ki se nam odprejo in zahtevajo podatke, od avtorja prispevka do URL naslova. Ime spletnega mesta lahko pustimo prazno. Do sedaj smo torej dodali 2 vira, eno knjigo in eno spletno mesto. In če zgoraj kliknemo na polje Vstavi citat, lahko vidimo, da imamo oba vira navedena v seznamu, ki se odpre. Če želimo navesti vir pri specifičnem citatu ali povzetku, se tako najprej z kurzorjem premaknemo na želeno mesto na koncu besedila, nato kliknemo Vstavi citat in na seznamu izberemo ustrezen vir. Takoj, ko nanj kliknemo, lahko opazimo, da nam je program avtomatsko navedel vir po pravilih standarda APA.
Ker pa moramo pri citatu navesti tudi stran, s katere smo informacije vzeli, bomo morali navedbo vira še urediti. Z desno tipko kliknemo na celotno polje in izberemo možnost Uredi citat. Tukaj lahko vidimo, da nam program ponudi možnost, da dodamo tudi stran. Pišemo, kliknemo v redu in stran se nam bo izpisala v navedbi. Pri povzemanju navedba strani ni nujna, zato bo dovolj avtomatski izpis vira, kot nam ga pripravi Microsoft Word. Na ta način torej dodajamo naše vire in se med besedilom nanje nanašamo. Ko želimo na koncu naše naloge urediti poglavje Viri in literatura, nam lahko Word sam izpiše seznam celotnih virov, po podobnem principu, kot so ustvarjena kazala. S kurzorjem se premaknemo na želeno mesto in v zgornjem okencu Citati in bibliografija izberemo možnost Bibliografija. Če ne želimo vnaprej pripravljenega naslova, na seznamu kliknemo Vstavi bibliografijo. Program nam seznam naredi na podlagi vseh vnesenih virov. Če želimo kakšen vir spremeniti, gremo pod možnost Upravljaj vire, tam vir uredimo, nato pa z desnim klikom na vir v končnem seznamu posodobimo polje. Vire imamo sedaj navedene po 6. izdaji standarda APA in če jih želimo imeti navedene tako, kot zahteva 7. verzija, jih moramo še nekoliko ročno urediti. Pri navajanju spletnega mesta lahko izbrišemo pridobljeno po, URL naslov pa podčrtamo. Tako. Sedaj so naši viri na enostaven način urejeni. Upam, da vam je bil ta video v pomoč. Veliko uspeha vam želim pri pisanju seminarskih in diplomskih nalog.